Se pravi, sta predstavnika Slovijarja. Slovijar je v bistvu ena lokalna skupnost, bi rekel, niste še uradno društvo? Nismo še uradno. Okay, se pravi, je skupnost, ki se ukvarja z nekako predstavitvijo in pa ozaveščanjem širše javnosti o kapacitetah VR sistemov in iger, ki so povezani z njimi, bi lahko rekel, in pa seveda tudi delate splošno informiranje preko javno dostopnega Discord kanala, kakor razumem. Ja. Bi pa seveda prosil, da se seveda najprej predstavite in pa razložite, kaj Slovijar je malo bolj na širši spekter. Pa kaj sploh je VR? Okay. No, kako me je že predstavil, jaz sem torej Nec. V Slovijar sem torej prišel 4-5 let nazaj, ne vem točno koliko, meni se zdi, da 4 leta. In v bistvu sem tja prišel, ker me je pač VR zanimal in sem pač videl preko torej, lestvice za igro Beat Saber. Sem videl, da imamo slovenske torej, igralce te igre in sem pač hotel se torej, pridružiti in sem videl, da je bil invite do torej, Discord serverja. In torej sem se pridružil, zdaj bil sem zelo aktiven član in zdaj sem pač prišel do tega, da pač vodim to, ko smo na konvencijah pa te dogodke razne naprej. Slovijar, ja, torej poskuša širši javnosti predstaviti, pač, koliko je VR dober, zakaj se lahko uporablja, pa če se nam kdo pridruži, mu tudi svetujemo, kaj mora kupiti, oziroma kaj mu priporočamo. Kaj mora, ne? Če ne kupiš tega. Pač jim priporočamo, kaj naj kupijo za svojo uporabo, pač kaj hočejo iz tega. In torej priporočamo igrice, pa tako naprej. To je pa moja vloga. Skupnost je sicer precej hitro rastoča, imate, mislim, da vsako leto več novih članov. V bistvu so zelo navdušeni. Zelo zanimivo je, da te skupnosti, ki začnejo kot neka subkultura, bi lahko rekel, imajo na začetku zelo trdno povezanost, ker pač želijo razširiti to skupno ljubezen do enega aspekta, širše javnosti. Mislim, tako je bilo začeto vsemi. Anime so bili, manga so bili na začetku. In sem že omenil, Slovijar sicer je nekako spletna skupnost, ampak delate tudi več fizičnih dogodkov iz leta v leto. To so dogodki s celostnim programom, od nekih sponsorskih dogodkov, bi rekel, v trgovinah, kjer predstavljate igre, pa tudi predstavljate v bistvu sam aspekt VR-ja na konvencijah. Se pravi, imate te predstavitvene stojnice, kjer lahko pridejo oni, ki se že spoznavajo z VR-jem v prostem času, pa tudi pač normi, ki ne vejo nič. To je v bistvu celoten namen. Lahko mogoče, če malo razbijemo to na komponente, v bistvu, kako je Slovijar se sploh v bistvu prvič seznanil z temi predstavitvenimi stojnicami, zakaj se je sploh začelo s temi stojnicami, kaj želite predstaviti. Zgodba, to je dobra zgodba. No, torej na Mofokonu leta 2022. Dolgo let nazaj. V mojem času. No, takrat to je bila moja prva konvencija na splošno. In sem videl, da je imel Balix postavljeno. Balix je trgovina. Trgovina. No in so imeli eno čalo. Trgovina z... Ziste periferijo, Big Bang varianta. Ja, na to foro, ja. No in so imeli postavljena VR očala tam. In sem tja prišel, pa vidim, na nič niso povezana. Nobenega monitorja nikjer, ne vidi se, kaj se kdo noter igra. Pa eno očala so sam pač bila tam, pa nobenega okoli, ne. Po oni konvenciji sem torej rekel našemu serverju, kaj pa če bi mi na to začeli hoditi? Pač, to se mi zdi, da je ful taka zelo slaba predstavitev, kaj je VR in kaj je lahko. Pač, tam sem imel očala. Pač, enih je pač vzel in jih pač mogel uporabljati, ampak je mogel že znati nekaj narediti. In sem pač rekel, nič ne, bomo začeli hoditi na konvencije, da še mi predstavimo to, da bomo boljši naredili. Pač tako se je to začelo. Pa je bila prva konvencija, ko smo bili gor, je bila pa pol NMN. NMN? Na NMN smo prvič. Sem res, nekaj pa, če pa mi smo vas videli na v Kopru. Ampak Aruko je bil po NMN. Ja, je bil, ja. Ja, ker NMN je bil za tvoj rojsten dan, ne?
A je tako? Aeropej bil pa mislim, da en teden kasneje. Slovijar je... En teden kasneje je bil Aeropej. Nije me spomina, pa 1 leto nazaj. Je Slovijar, koliko časa je v bistvu že Slovijar vključen v slovensko sceno dogodkov? To pa, ja. Koliko pogosto se recimo pojavljate na teh standardnih konvencijah, pa potem še ta dodatek v bistvu nekih sponzorskih predstavitvenih stojnic? Ja, zdaj tako ne. Konvencije, takrat, ko pač se bomo med sabo pač pogovorili, a se nam splača na to iti, a sploh bomo na to šli. Okay. Pol je pač seveda problem z ceno tudi. Zdaj, za NMN je bil naš prostor 400 €, tako da smo morali dobiti sponzorja. In pač naprimer, zdaj imamo še eno konvencijo v planu za letos plus Mofokon decembra, ne? Pa vmes so pa še kakšni dogodki, če nas mogoče povabijo, kakšen hop.si za kakšen Beat Saber turnir in tako naprej.